Slovenska Bistrica je v četrtek 24. marca tudi uradno razglasila najboljše v športu za leto 2021. Športnica je postala športna plezalka Lucija Tarkoš, med športniki pa je bil najboljši judoist Vito Dragič. Športna zveza Slovenska Bistrica s podporo generalnega sponzorja skupino Impol, sponzorjem Pošto Slovenije, pokroviteljem občino Slovenska Bistrica in ostalimi donatorji odlično izpeljala športno zabavno prireditev Športnik leta občine za leto 2021. V viteški dvorani Bistriškega gradu se je v živo predstavila plejada športnikov, ki so v minulem olimpijskem letu dosegli rezultate, kateri so jim navrgli tudi laskave nagrade. Največji aplavz v polni dvorani sta požela športnica in športnik leta. Športnica leta je prvič postala športna plezalka Lucija Tarkoš, članica alpinističnega kluba Impol. Svojimi dosežki je opozorila nase v domačem, evropskem in svetovnem merilu in to v mladinski in članski konkurenci. Kaj ti tale naslov pomeni? Ta naslov mi veliko pomeni, saj mi daje neko novo potrditev, da tudi drugi cenijo moje dosežke. Na katere rezultate si najbolj ponosna na tiste v mladinski in članski konkurenci, če izpostaviš tiste najboljše? Ja, v lanskem letu sem zagotovo najbolj ponosna na mladinsko svetovno prvenstvo, kjer sem dosegla 2 druga in 1 tretje mesto, in pa evropsko mladinsko, kjer sem dosegla 2 prva in 1 tretje mesto. V članski kategoriji pa na svetovnem pokalu 2 14 mesta, v letu 2020 pa tudi 9 mesto na svetovnem pokalu med člani. Laskavi naslov športnice leta pa je tudi obveza za v prihodnje, torej v novi sezoni. Kaj pričakuješ? Ja, upam, da se mi uspe uvrstiti v čim več final svetovnega pokala in pa tudi zmaga na mladinskem svetovnem prvenstvu in pa čim več osvojenih vrhov. Laskavi naziv športnik leta pa je že četrtič in tretjič zapored ponesel judoist Impola Vito Dragič. Vrhunski judoist je tudi v preteklem letu posegel po najvišjih mestih, tako v domačem in mednarodnem merilu. Vsekakor je bilo posebno leto, v bistvu tisti zadnji del kvalifikacij za olimpijske igre. Res sem se trudil, da bi mi ta cilj uspel, kar je bil moj primarni cilj oziroma je moj primarni cilj že od nekdaj, pa zaenkrat, koliko kaže, še bo en čas. Tako da res škoda, da mi ni uspelo. Nekaj dobrih borb sem uspel dobiti, ampak tistih nekaj ključnih zmag, ki bi mi lahko spremenile, pa mi priborile v bistvu vozovnico do Tokija, mi je spodletelo in mi ni uspelo, tako da mi je zdaj to neka motivacija za naprej, da vem, da teh napak ne smem ponavljati. Kakšne izzive ti ponuja tatami v letu 2022? Ja, zdaj imamo ogromno v bistvu tekmovanj planiranih, trenutno še sicer se niso začele kvalifikacije, začnejo se komaj po evropskem prvenstvu, ampak za letos je nekak primarni cilj mediteranske igre, ki so poleti v Alžiriji, pa definitivno evropsko in svetovno prvenstvo, tja ne greš na izletne, se moraš pripraviti. Pa kvalifikacijski turniri, treba pametno sestaviti, imamo skoraj vsak vikend ali vsak drugi vikend tekme, tako da treba pravilno izbirati, da sploh lahko neki trenažni proces izpelješ, pa bomo videli. Glavni cilj so mediteranske igre. Zraven 2 najbolj trofejnih priznanj so organizatorji namenili tudi priznanja za kolektiv leta. Enakovredna priznanja so odšla v judo klub Impol, Atletsko društvo Slovenska Bistrica in alpinistični klub Impol. Perspektivne športnike, in to v kategoriji starejše mladinke in mladinci, so bili razglašeni 6. V kategoriji mlajših mladincev in mladink ter kadetov se je nagrade veselilo 8 perspektivnih športnikov, in to iz 5 različnih športov. Perspektivni ekipi za minulo leto pa sta košarkarski klub Bistrica U17 in nogometni klub Bistrica U19. Svojo uspešno zgodbo so pisali tudi športni delavci, brez katerih v športu ne gre. Tokrat jih je priznanje za svoje delo prejelo 6. V podelitvi posebna priznanja pa smetana svetovnega športa. 4. mesto košarkarja Klemna Prepeliča na olimpijskih igrah v Tokiju. 5. mesto tekvando Ivan Kondra Trajkovič olimpijske igre Tokio. 2. mesto evropsko prvenstvo v odbojki brata Žiga in Tonček Štern, Alen Šket in Matic Videčnik. Strelec paraolimpijec Franc Pinter.
Posebno zgodbo pa je sedaj pisala že bivša atletinja Saša Babšek, ki je zaključila svojo 13 let dolgo športno pot. Moram reči, da te odločitve mi na srečo ni bilo treba sprejeti čez noč, ampak me je v bistvu tok življenja spontano pripeljal do nje, saj sem se odselila na drugi konec Slovenije, kjer imam zdaj tam službo in sem si ustvarila življenje. Imam zelo lepe spomine na svojo kariero. Bom rekla, da sem dosegla veliko vrhunskih dosežkov, sicer tistega glavnega cilja, da bi bila enkrat na olimpijskih igrah, nisem dosegla, ampak nič hudega, pač ni mi žal, zato ker zdaj me čakajo drugi cilji v življenju, druge lepe stvari, tako da se bom prepustila dalje. Celoten posnetek prireditve Športnik leta pa si lahko ogledate v četrtek 31. marca ob 20. uri.